Kot je dejal brežiški župan, je proračun za letošnje leto danes popolnoma neusklajen, saj so ga sprejeli v letu 2021. Ključna stvar seveda pri tem je, da se je kar nekaj postavk prestavilo oziroma zamaknilo rok izvedbe, kot so zdravstveni dom, kot je predvsem kolesarska steza proti Krški vasi, kot so hidravlične izboljšave, potem Černelčeva ulica in pa tudi sam paviljon pri vodovodnem stolpu. Prav tako pa smo že v letošnjem letu podpisali pogodbo tudi za most na Borštu. Nekaj projektov, ki se zamikajo za nedoločen čas, pa je v razpravi izpostavil Igor Zorčič. Dom Krajana Cerkve, pa potem vodovod Cerkve, tretja faza. Jaz bi vprašal, na kakšni podlagi je prišlo do odločitve, da se nekateri projekti zamaknejo pač za nedoločen čas. Če se govorimo konkretno o cerkvah, mi smo že plačali v letošnjem letu komunalni prispevek, definitivno pa seveda ne moramo začeti, kajti nekje ocenjena vrednost okoli 3 milijona evrov in seveda tudi z tem malimi sredstvi v tem trenutku enostavno ne moramo začeti graditi. V rebalans so vključili tudi znesek subvencije za vodarino in višje stroške dela v vrtcih, javnih zavodih in občinski upravi. Andrej Vizjak je ob tem dodal, da rebalans predvideva dvig cen vrtcev, čeprav o tem občinski svet še ni odločal. Tukaj noter je kar 300 tisoč evrov dodatnega denarja, pri čemer pa na tem občinskem svetu še nismo obravnavali kakršnega koli povečanja cen predšolske vzgoje. Pa se že špekulira, da bomo plačali 30 tisoč evrov za to. Bog si ga ve, koliko bojo plačali vse starši. Mi, ko bomo imeli na naslednji seji tudi cene vrtcev, bo seveda možno dati odgovore. Verjamem pa, da so si naše strokovne službe to tudi zabeležile in da bojo že predhodno nam bojo predlagali šole, vrtci, nove cene vrtcev, tudi pojasnili, zakaj. Proračunske prihodke so povečali za 4 milijone, proračunske odhodke pa za 8 milijonov evrov. Določene stvari se pokrivajo iz presežka iz lanskih let, višje povprečnine in pa tudi določene prihodke smo v tem letu še uspeli pridobiti, tako da kredit zaradi tega nam v tem trenutku ni treba povečevati. V svetniški skupini Gibanje Svoboda so na predlagan rebalans podali določene predloge ter se z njim uskladili. In upamo in si želimo, da bi dejansko vse to, kar ni bilo realizirano in kar še ne bo, pa temeljito pregledali in sprejeli v bodočem proračunu, ki nas čaka seveda za leto 2024, ki glede na situacijo, ki nas obkroža, vsekakor bo zahteven in bo od nas zopet zahteval temeljito proučitev. Še pred tem, predvidoma jeseni, pa bo na mizah članov brežiškega občinskega sveta najverjetneje še en predlog rebalansa proračuna za letošnje leto.